Lepo zdrav vsem skupaj, v današnjem videu si bomo pogledali, kako pridobiti makropodatke za več držav z uporabo aplikacije Macro Explorer v finančni zbirki Refinitiv Workspace. Pa začnimo. Pred vami je začeten zaslon Refinitiv Workspacea, kot ga poznate že iz prejšnjih videov. V primeru, da nas zanimajo makropodatki, lahko do njih najlažje dostopamo preko kategorije Makro, ki nam odpre seznam podkategorij. V današnjem videu bomo spoznali le aplikacijo Macro Explorer, s katero lahko izvozimo podatke za več držav hkrati. Kliknimo na Macro Explorer. To nam odpre nov zavihek, na katerem lahko vidimo zemljevid sveta. Ta zemljevid omogoča uporabnikov klik na izbrano državo in pa pregled določenih makroindikatorjev oziroma drugih podatkov. Recimo, da nas zanimajo podatki v Sloveniji, se lahko z miškinim gumbom približamo. To lahko storimo tudi s plusom in pa minusom v desnem zgornjem kotu. Če kliknemo na določeno državo, se izbrani makroindikator za določeno državo izpiše v desnem spodnjem kotu. Se pravi, v našem primeru imamo sedaj nastavljeno Gross Government Debt % of GDP oziroma po slovensko bruto javni dolg kot procent BDP-ja. To lahko spremenimo s klikom na tale seznam. V tale stolpični diagram in pa graf na levi strani pa lahko dodamo tudi še katerokoli drugo državo s klikom na, se pravi recimo Italijo. To se avtomatsko doda v tako graf kot pa stolpični diagram spodaj. V primeru, da želimo spremeniti makroekonomske vrednosti oziroma indikatorje, lahko to storimo s klikom na Launch Region Data Item Picker. V spodnjem kotu imamo že izbrane makroindikatorje, lahko pa dodamo recimo inflacijo. Se pravi, ko izberemo inflacijo, se ta doda v spodnji kot. Sedaj jo lahko vidimo tudi v tem seznamu. Za mnoge uporabnike pa bo veliko bolj primeren tabelni prikaz, ki ga lahko najdemo v desnem zgornjem kotu. S klikom na Table se odpre seznam vseh držav sveta, ki jih lahko poljubno dodajamo oziroma odstranjujemo iz tega seznama. Enako pa velja tudi za makroekonomske vrednosti, ki so v stolpcih. Kot vidimo, je inflacija, se pravi inflation, v zadnjem stolpcu bila dodana naknadno. To smo naredili par sekund nazaj. Recimo pa, da želimo izbrati samo države z centralne in pa vzhodne Evrope, lahko to storimo z Countries and Regions, ki odpre, se pravi nov zavihek. Najprej odstranimo vse države v izboru, nato pa se pomaknemo do Evrope, centralne Evrope in izberemo vse države hkrati. Sedaj se seznam avtomatsko prilagodi le za države centralne in pa vzhodne Evrope. Ko smo z našim seznamom oziroma izborom makroekonomskih vrednosti zadovoljni, lahko vse skupaj izvozimo v Excel ali kot vrednosti ali kot formule. Za večino uporabnikov bo bolj primeren izvoz kot vrednosti. Ko to naredimo, se seznam avtomatsko izvozi v Excel za nadaljnjo analizo oziroma uporabo. Macro Explorer pa omogoča tudi še dva druga pogleda. En je Moving Grid. S klikom na Moving Grid lahko vidimo, se pravi, vse izbrane države in pa določen makroekonomski indikator. V našem primeru je to spet Gross Government Debt % of GDP. To pa lahko seveda spremenil tudi za katerokoli drugo stvar, recimo Inflation, Consumer Prices, Annual %, in se ta seznam oziroma ta prikaz avtomatsko prilagodi. Omogoča pa še en pogled in to je Scatterplot, ki pa nam prikaže določeno makroekonomsko vrednost na grafu oziroma z nekakšnim grafičnim prikazom, kje je določena država, se pravi prisotna. Na X osi imamo Gross Government Debt % of GDP, na Y osi imamo pa Inflation, Consumer Prices, Annual %. To je vse za ta video. Sedaj ste spoznali, kako pridobiti makro podatke oziroma različne makro vrednosti za več držav hkrati z aplikacijo Macro Explorer v podatkovni zbirki Refinitiv Workspace. Hvala.